What's up, you fans and haters and non-subscribers? It's Vanessa with one S. And Spela with One S? one L, only one, yes. And you're watching... Do it with me. And you're watching Marseekuy. So this video will be in Slovenian, so for all of you non-Slovenian speakers, click for the English subtitles. Because I'm gonna switch at language. Switch at language. V soboto je naš YouTube kanal praznoval 3 leta, tako da čin špela. Čin. In smo se odločili, jaz sem se odločila in sem špela prisilila, da naredimo en tak filmček, da nas malo spoznaste. V glavnem, ta kanal smo odprli 3 leta nazaj in večinoma vidite komične skeče. Zdaj, Špela, kaj ti delaš? No, sem jaz bledla, ne? Jaz sledim Vanessinim navodilom v bistvu. Občasno snemam in montiram videe. Prvi 2 leti je konstantno to delala, ampak zadnje leto ni bilo ne moje leto, ne njeno leto, oziroma ni bilo Marseekuy leto, z dobrimi razlogi. In včasih pol zaradi tega sem jaz posnela kaj s telefonom, a sej vidite razliko, tako da veste točno, kdaj je ona kaj posnela in zmontirala in kdaj sem jaz. Ampak ja, ona posname in zmontira, ampak tudi jaz zdaj tvojim navodilom sledim, po navadi, ko snemamo, ko smo tam. Ok, jaz naredim scenarije, jaz zberem igralce in igralke, se tudi jaz sem igralka, in pač dobim neko idejo, ampak tam, ko smo na mestu, je bolj ona režiserka kot jaz, ker jaz tako ful kompliciram. Ful kompliciraš. Ja, ti dobiš ful tako preprosto idejo, da ne se zakaj ne narediš tako. V bistvu je res, ko se mi. Ja, no. Tako da ja, večinoma vidite komične skeče, večinoma so tudi v angleščini. Zdaj imate tudi nek razdelek Marseekuy, ki se napiše tako, kot se napiše v slovenščini dejansko, kjer vidite filmčke v slovenščini ali pa filmčke, ki so na temo Slovencu ali pa, ne vem, slovanstva in recimo Jugoslavija in tako naprej. Tako da ne. Mislim, sem dobila eno redkih vprašanj, ki smo jih dobili, je, zakaj snemaš videe v angleščini. Zakaj? Jaz tudi ne vem. Ne veš? Tega ne bom dala not. Ne vem. Ciljamo na širšo publiko, ne samo slovensko, pač, to je to. Ja, ampak tako, pač jaz sem slovenistka, tako da ne mi zdaj s tem, kao, pač zdaj svoj jezik. Ampak ja, je bolj, mislim, lahko več ljudi razume, ampak tudi tako, zato imam tudi v slovenščini, ker vsaka ideja je včasih boljša v enem jeziku. Ja. Veš, kaj mislim? Ok, če ti veš, verjetno prijoni. Recimo. Ok, never mind. Tako da zdaj bomo malo šle pogled nazaj. Se bomo vprašale same sebe, vprašanja, ker pač nas noben naš to vpraša. Vedno same, tako je. Tako da, ok, najljubši video, kar smo jih naredili. Rečemo na 3-4 zdaj. Ti se mi zdi, da veš moj gama. Probamo, da vidimo, če je isti. Ok, 3-4 zdaj. Jugoslavija! In to v bistvu sem ugotovila, da je večini izmed vas všeč, oziroma 5 jih je odgovorilo. In 5 je bil še Jugoslavija, tako da, ok. Ja, Jugoslavija, to je bilo kar zabavno. In v bistvu ta skeč je o tem, pač je neki izseki iz kao Jugoslavije, ne? Neki tazga, ne? Vsem je zanimivo, ker je po moje ta skeč prikazuje, kako mi, naše generacije, vidimo v bistvu Jugoslavijo. Sej lahko realno ni bilo komično, ampak pač nam se zdi. Ja, večini tudi po komentarjih na YouTubu je bilo tako, so vsi vštekali, pač so vsi, tudi moji mami recimo je bil ful všeč.
Ampak recimo eden je napisal, da kaj imajo čiki versus Jugoslavijo. Ok, ta ne razume, dobro, v redu je. Ampak ja, takrat sem kar enih cigaretov pokadila, tako da ne delam tega doma. Ne. Ok, kaj smo rekli še, da se bomo vprašali? Kjer je bil najtežji? Najzahtevnejši. Ja, tako, za posnet ali pa zmontirati. Pač to je za obe. Ja, meni je bil vedno problem, ko je bilo dosti ljudi v bistvu. Zaradi tega, ker ta koordinacija... Ja, recimo Slavic Ferries, ne? Slovanske vile, tisti je bil ful težko. Ali pa recimo za montažo, valjda čarnic, ne? Ja, čarovnice, ja. Mislim, to Tako. je. Ja, tisto so bile dve Vanese skupaj, tako da... Odlično Nič je kaj bilo. tazga, ampak vseeno, nik malo več dela. Ja, sploh kaj nika vmes premaknila. In smo bili tako, ne premikati kamere, in tako nika, tu. Ja. In sva špela je bila tako... Ampak nam je uspelo, Ja. tako da Ti je uspelo. smo poštukali vse. Pač to je v bistvu, to so moje prednosti, da naredim iz vseh možnih napak na koncu Saj to. vseeno To. nekaj rata. Boljša polovica, da vam rečem. Ne, boljša res ne. Ker brez tebe Bolj ne bi tiha. bili tako dobri. Bolj mirna, bolj racionalna lahko, ampak boljša ne. Kaj si mislim na s tem? Ja, in ta slovanske vile, recimo meni je bilo že težko dobiti, ker rabili smo 13 punc, mislim, da je bilo 13. Tako da hvala vsem še enkrat, ki ste prišle. Ne, hvala Urošu, da je to In koordiniral. hvala Urošu, ja, Uroš nam je pomagal to koordinirati, ker smo res rabile enega zraven, ampak tako, že ko sem iskala, ko so mi pol cancelale vmes, mi smo imeli že datum, ok, končno sem dobila 13 punc, pole dve niso mogle, pole ena je bila toliko prijazna, da je kar samo od sebe zrihtala dve novi, tako da hvala Eva. In ena mi je scancelala v zadnjem momentu in pole so dve igrale dve različni vlogi in tako, tudi dolgo je bilo in takrat nas je tudi veter maknil. Nevihta je prišla. Nevihta je bila, Na lep sončen dan. Ja. Pač ne snemati poleti zunaj. Ja, sam pač včasih imaš tako idejo, ne? Tako je. Ok, dobro, to je to. In kaj smo še rekli? Najbolj zabaven video, pač najbolj zabaven za ga snemati. Tako, kje smo se najbolj zabavili, v kakšnem filmčku? Kje so se najbolj nasmejali med snemanjem? Med snemanjem, po moje na začetku. Pač na začetku je bilo... Ja, ta prvi je bil... Preden sem se jaz navadila v bistvu sploh na impro prizore, pač nič ni bilo po scenariju, nič ni bilo po scenariju. So bile stvari po scenariju, ampak so se kdaj odvile tudi drugače. Ja. Jaz sem kamero tresla prvih pol leta sigurno cel čas, pač jaz sem se samo smejala. Ja, sploh tako prve, ne? Ja. Ker prvi v bistvu je bil tako, ok, Vanesa in Primož naredista to in to. Pač ni bilo toliko scenarija, so bile bolj dejanja in takrat smo pač prvič nisva prej vadila. Ja. In pol, ko sva naredila to, kar je pisalo v scenariju, gremo še enkrat, ker sem tresla kamero. Ampak meni recimo je bil tudi ful zabaven, tako sem ga, to se spomnim, da smo non-stop crkavale z Gajo, ko smo posneli Reality Star Coach. Ja, ne vem, koliko je bilo sicer tebi zabavno, ker smo mogli fulkrat posneti en in isti prizor, ker nas je urivalo. Sigurno sem bila sitna, se ne spomnim več, ampak sigurno. Na koncu verjetno, ja. Ampak ja, tako, ful nas je urivalo, sploh, ko mi je gatila špagete v usta, tako pogledaj si tako. Ja, sploh takrat. Zdaj sem se spomnila. Ja. To je v bistvu filmček o Jaroslavi, ki je trenerka resničnostnih zvezd. Ja. Ta je bil najbolj zabaven. Mislim, eden izmed najbolj zabavnih. Itak so vsi zabavni. Ja. Pač poglejte si vse videe. Mislim, to je, se mi zdi, ta boljši del tega, tako da se nasmejo. Ja, si zato to počnemo. Ja, mislim, ne zaradi tega, ker nas ful gleda, obviously.
Če je drugega ful dober hobi, priporočam vsem pač. Glavne, kaj sem te reči? Ja, zakaj recimo sem se odločila snemati skeče? Celo eno vprašanje, ki sem tudi dobila, kje dobivam ideje in take fore, ampak ja, zakaj? Ok, jaz sem v improv skupini, ampak že prej sem recimo rada gledala, ne vem, Saturday Night Live, Chappelle Show in take fore in te skeči so mi bili zmeri ful zabavni in kar naenkrat sem začela dobivati te ideje in ko sem vprašala enkrat Špelo in je bila tako, ja, sej, lahko ti jaz snemam. Ker jaz najprej nisem vedela, kdo me bo to snemal vsakič, ne. In Špela je bila tako, ja, se ti jaz lahko vsak teden. Puste zadnjo leto, ok, puste zadnje leto. Pač postajamo odrasli. Ja, to je realnost. Ja, sem zdaj, to bo marsikaj leto, bo! V glavnem, ja, zato in sem imela toliko idej in sem jih mogla nekam dati. In kje pa zdaj ideje dobim, to je tako ful, ne vem, enkrat sem recimo, zdaj imam že eno idejo za skeč, sem videla par eni osebi, recimo, kako se obnaša in mi je bilo to tako fascinantno. Sem rekla, ok, jaz moram napisati skeč in jaz moram to žensko spremeniti v en lik. Ali pa ne vem, enkrat sem videla eno slikco, en meme in sem bila tako, ok, to bi lahko bil skeč. Recimo. Ok, še kaj? Ne. Čin? Evo, to smo že naredila. Gledajte še naprej nas. Ja, gledajte še naprej in še to sem htela reči, če se naročiste na kanal, ni nič kaj takega. To je isto, kot če lajkaste, ne vem, eno Facebook stran. Ne vem, ker to stikrat nekomu rečem, ne, jaz se ne naročavam. Eni tako grejo druge, ne vem, meni se tako, ma kaj to je za plačati? In sem tako, resno? Ne, ni za plačati in nam to ful pomeni. Tako da naročite se in gledajte nas še naprej.